Pogovor s dr. Ivanom Kristanom, ki je bil v letih 1987-1991, se pravi v času razpadanja Socialistične federativne republike Jugoslavije, sodnik na Ustavnem sodišču SFRJ v Beogradu. Mi se bomo pogovarjali danes o tem, kako je delovalo Ustavno sodišče v tem obdobju. V bistvu vas sprašujem, kako je potekalo delo na Ustavnem sodišču Jugoslavije v času razpadanja Jugoslavije. Ja, jaz mislim, da je to bilo solidno, dobro Ustavno sodišče. Tu smo bili pravniki noter, zdaj vsaka republika je dala enega ustavnega sodnika in mene so določili, da moram imeti Beograd. Takrat je bil Popit, šef Slovenije, in moram reči, da je Ustavno sodišče se obnašalo korektno. Milošević je sicer poskušal vplivati, in takrat so bili ustavni amandmaji k slovenski ustavi so bili na dnevnem redu Ustavnega sodišča. Najbolj pomemben je bil 10. amandma o osamosvojitvi Slovenije. No, in moram reči, jaz sem uspel ta amandma ubraniti, ker so hoteli razveljaviti te amandmaje. In za mene je bil 10. amandma o samoodločbi najpomembnejši in sem ga ubranil. Ko smo imeli glasovanje o tem amandmaju, je bilo 10 amandma za mene, 3 pa proti. Tako da sem ubranil 10. amandma o samoodločbi Slovenije. Tako da to moram reči, sem kar zadovoljen s to svojo zgodovino v Beogradu. Ja, ampak ali drži, da so nekateri pravni eksperti v debati, ki je organiziralo Ustavno sodišče 5. decembra 1989, ob tem vašem amandmaju trdili, da deklaracija o samoodločbi ni možna več, da se realizira, ker je bila že enkrat izkoriščena leta 1918. A to drži? Ja, to se je pojavljalo, ampak to je bil neresen argument. Jaz sem pa vztrajal, da dobro, to je bila zgodovina prejšnje stare Jugoslavije, pa pozneje to se je dogajalo, vedno so hoteli nekako Slovenijo dati na stranski tir. Kako to, da je bil vaš predlog amandmaja vseeno sprejet, saj so srbski člani Ustavnega sodišča in tisti, ki so podpirali takratne srbske ideje, imeli večino v Ustavnem sodišču? Ja, 10. amandma je bil, kot sem rekel, ključen v tej zgodbi. In jaz sem rekel, se osredotočil v obrambo 10. amandmaja. Sem tudi vso literaturo tu zbral in zgodovinske argumente. In evo, jaz sem zadovoljen, da takrat kljub temu, da so mene imeli na tapeti in da je nekako Ustavno sodišče bilo sestavljeno tako, da je nasprotovalo v Sloveniji, moram reči, jaz sem ponosen, da sem za 10. amandma zbral 10 glasov, prije so bili proti. Z določenimi manevri se je skušalo ta amandma ukiniti. S kakšnimi manevri? Ja, to se je govorilo, da smo mi že svojo zgodovino nekako porabili, in zdaj je pač važna Jugoslavija sedanja in da tu mi več ne moremo se
sklicevati na zgodovino. Ne? Dobro, to je bil sicer političen argument, gledano bolj ustavno-pravno in v proceduri pa je zmagalo moje stališče, da je 10. ustavni amandma o pravici do samoodločbe je sprejet in da ga ni mogoče razveljaviti. Zdaj vas bi pa prosil za pojasnilo citata iz vaše knjige, ki pravi tako: zaradi Perazićevega ločevanja pravice do odcepitve od pravice do samoodločbe sem ta del polemike končal stavkom, ki so ga na televiziji predvajali vsakokrat, ko je bil govor o slovenskih ustavnih amandmajih. Brez prava na odcepljenje nema prava na samoopredeljenje. Kje je bilo to objavljeno, na kateri televiziji, v kakšnem kontekstu je bilo to govorjeno? Zdaj moram reči, da tu se zdaj ne spomnim, da bi ta vir obnovil, ampak jaz sem tu potem, nisem slovensko govoril, ampak po srbsko, da so vsi zastopili, bez prava na odcepljenje nema prava na samoopredeljenje. Tako da, in moram reči, tu je bilo to posebej tudi objavljeno in jaz tu nekaj bolj tudi o tem pišem v tej knjigi. Ja, ampak za mene je bil ta amandma in kompozicija amandmaja je bila zanimiva in posrečena. Brez prava na odcepljenje nema prava na samoopredeljenje. To je nekaj tudi pesniško bi rekel, Prešerno, ja. Pravite, da ste govorili po srbsko. Mene tudi zanima čist, v katerem jeziku ste se pogovarjali na Ustavnem sodišču, ko ste razpravljali? A kako smo se, v katerem jeziku? Ja, kako ste komunicirali? V srbščini, seveda, ja. Tako da so razumeli, ja, tako da tle so sicer neki so rekli, da je tu treba imeti tolmače, pa sem rekel, jaz direktno to v srbščini, ker sem obvladal teorijo in tudi jezik, tako da... Tu me še zanima, v kakšnih odnosih, čisto osebnih, ste bili pa med seboj na Ustavnem sodišču? A ste se družili tudi v privatnem življenju, ste se kje srečali, ali je bilo to... Ne, mi smo imeli korektne odnose. To so bili pravniki, ne, in moram reči, jaz sem večino teh poznal, ker sem bil 4 leta v Beogradu, smo se poznali, ne. Skratka, to je bil profesionalni odnos. Ste se družili tudi izven Ustavnega sodišča? Prosim? Če ste se družili mogoče tudi izven Ustavnega sodišča, ko ni bilo zasedanj Ustavnega sodišča Jugoslavije, a ste se družili tudi izven teh uradnih? Ja, seveda smo se dobivali kaj, ne? Jaz sem imel dol posebno garsonjero, imel sem svojo tajnico in tu smo se dobivali, ampak ni, rekel, mene je veselilo to, da moji kolegi na Ustavnem sodišču niso sprejemali Miloševega stališča, da je samoodločba Slovencev že izčrpana. To stališče ni predvadalo. Ja, v vaši knjigi pišete, da določene stvari so zelo težko prišle na dnevni red Ustavnega sodišča. Recimo kršenje človekovih pravic na Kosovu. Kdo je odločal o tem, kaj bo prišlo na dnevni red Ustavnega sodišča? Ja, to so bili predloge, to so različni organi predlagali svoje stališče. V Ustavi iz leta 1274
piše, da se predsedniki ustavnega sodišča volijo na vsakih 8 let. Toda od leta 1988 do 1991 so se nenehno menjali. Ne? Najprej Branislav Ivanović, nato Dušan Štrbac in na koncu še Milovan Buzadžić. Kdo je o tem odločal? Ali se je s tem kršila ustava Socialistične federativne republike? Ja, zdaj moram reči, da tu, ne vem, enostavno, mi smo v ustavnem sodišču to prakso začeli uveljavljati in tu ni bilo nobenega nad ustavnim sodiščem. Skratka, mi smo sprejeli ta koncept in jaz sem posebej zagovarjal to, da pridajo na vrsto vse republike. Se pravi, to ni bilo sporno, ta vaša odločitev? Ja, sporno, kaj sem sporno. Ker v ustavi je pisalo, da se menjajo na vsakih 8 let, ne? Vi ste to prej menjali. Ja. Na ustavnem sodišču je samo modro nebo, ne? Ne vem, kako je bilo s tem trajanjem teh amandmajev, ampak kakor jaz se spomnim, tu je bila ta mandatna doba spoštovana in je bila do konca uveljavljena. Ne vem, če je Milošević s tem svojim stališčem kje kaj tu dosegel. Moram reči, da mandat ustavnih sodnikov je bil spoštovan. Ja, mandat ja, ampak menjali so se pa prej kot v 8 letih predsedniki. Zdaj, tu moram reči, da tu pa tega pregleda se pa ne spomnim. Ali se morda spominjate, kdo je bil poročevalec ustavnega sodišča Jugoslavije v primeru soglasja srbskih amandmajev iz leta 1989 v odnosu na zvezno ustavo? Vi ste v ločenem mnenju na odločitev sodišča o teh amandmajih 18.1.1990 dejali, da ste 1. januarja 1990 zahtevali razpravo o dveh vprašanjih. Vprašanju legalnosti spremembe ustave v času izrednega stanja na Kosovu in o spremembah statusa in funkcij pokrajin kot konstitutivnih delov države. Ti predlogi so bili večinsko zavrnjeni, ali se morda spominjate, kdo vas je takrat podprl, ali se o obeh predlogih glasovalo v paketu ali ločeno. Zakaj Ratko Močivnik, drugi sodnik iz Slovenije, takrat ni podal ločenega mnenja? Ja, zdaj, tu bom reči, da tu je mal ta spomin obledel, ampak jaz sem striktno vztrajal na tem stališču, da je treba amandmaje, ki so bili sprejeti, da jih je treba podpreti. Zdaj, moram reči, da Ratko malo zgubil ta spomin, ampak moram reči, da tudi Ratko ni bil zbiri zraven, ne? Čeprav, ko jaz takrat nekaj zbolel v ustavnem sodišču, pa sem moral iti v bolnico na Golnik, no, ampak takrat sem Ratkota Močivnika povlastil, da on zastopa najino stališče. Ali ste vi spoznali Vladimirja Šeksa in Ratka Markovića na dolžnosti sodnikov ustavnega sodišča Jugoslavije? Na sodišču v Hagu vas je Marković označil za nacionalno pristranskega sodnika, za Močivnika pa je dejal, da je bil bolj načelen. Ja, dobro, to je bila pač njegova značilna drža in tako naprej, ampak moram reči, s tem si ni nič utrdil svojega položaja, ampak nasprotno pravzaprav. Jaz sem pač tu na ustavnem sodišču, takrat v Hagu,
zastopal stališča teorije prava. Ne? In o tem, zlasti sem vztrajal na tem, ko so spodbijali samo odločbo, pa 10. amandma, sem rekel, da pravica do samo odločbe ne more biti izčrpana. Ne? To je preko temeljna pravica. Ni bilo dvoma o tem, da bi Milošević uspel s tem stališčem, da smo že izčrpali. Ne? To je bilo tudi, je bilo rečeno, vi ste že izčrpali to pravico, ne? Že, ko ste se od Avstrije pa to, skratka, to je bilo nesmiselno, ne? Ker jaz rekel se postavil na teorijo, da je to pravica, ki je mednarodno priznana, in to je neodtujljiva, rekel, to neodtujljiva človekova pravica. Ne. Kakšno pa je bilo stališče makedonskih sodnikov? Tu sta bila Krste Čalkovski in Dimče Kozarov. Ko se je začelo nacionalno grupiranje, bom rekel, 1989-91, kakšno imate mnenje o njih? Ja, mislim, ti kolegi iz Makedonije so podpirali moje stališče. Zlasti je bilo to preko, in to je bilo razumljivo, ker je šlo pravzaprav tudi za makedonski narod in za valjivcev. In za vse narode Jugoslavije, da za vsakega se je morala uveljaviti pravica do samoodločbe kot temeljna pravica, torej tudi za Makedonce. Ne na to, da so Makedonce takrat proglašali za južne Srbe, ne? Tako da, ampak so makedonski kolegi tu uspeli še se uveljaviti. Kako ste pa potovali v Beograd? Kako ste šli, s kakšnimi vozili? A ste imeli tam službeno vozilo v Beogradu? Ja, različno. Neki z železnico, v glavnem pa seveda z letali. In tu sem hodil iz Celovca, pa iz Trsta, skratka z Italije, z Avstrije, tu letalska, z vlakom, ne vem, koliko, tudi nekaj se vozil z vlakom, ampak v glavnem pa sem videl takrat Celovc, moja matična luka. Ja. A ste imeli v Beogradu tudi službeno vozilo? Imel sem garsonjero in imel sem potem avto, poklical v ustavno sodišče, pa so me vozili okoli. Ja, to je bilo. Skratka, imel sem garsonjero dol, to je bilo solidno, tudi svojo tajnico sem imel na ustavnem sodišču in skratka, prometne zveze so bile v redu. Če je bilo treba, sem pa tudi taksi vzel. Še eno vprašanje. A ste se, potem je sledil krvavi razpad Jugoslavije. A ste se z nekdanjimi kolegi iz ustavnega sodišča potem še kdaj dobili? Ja, moram reči, da tu še ne spomnim, pač, ker dokler sem jaz bil ustavni sodnik, sem bil v Beogradu in takrat smo se v Beogradu srečevali, ne. Ko pa je bilo konec, sem pa šel v Ljubljano, tako da tudi ni. Jaz sem sicer takrat imel svojo tajnico, ne, tudi ta tajnica je bila tudi lojalna do slovenskega stališča.
Ne, niste imeli kakšnih, da ste se slišali po telefonu ali kakorkoli dopisovali? S nekaterimi kolegi smo se slišali. Ne? Tudi moja tajnica me je sklicala, ne? Ampak je bila, moram reči, korektna tajnica in je podpirala to moje stališče.